Ljudje in ljudje, poslušate 71. epizodo oziroma tretji novoletni specialc, sneman seveda še vedno v karanteni, skratka to je podcast Obod, podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, oblikujemo bilanco, odlikujemo delikatese, tako kot vedno. Okay. Mito Gegić, Servus, Igor Harp. Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov. Žal, tokrat brez gostov ali gosti, čeprav smo vam obljubili, saj vem, nekako se ni šlo nabiranje gostov, ne časovno, ne drugače. Upamo, da bo, če parafraziram naslov lanskega novoletnega specialca, maybe 2021 boljše, potem se vam oddolžimo in bomo imeli decembra res poseben šov, obljubim. 71. epizoda je torej tretji novoletni specialc, prinesel vam ga je Dedek Mraz s 3 štajerskimi komunisti. Govorili pa bomo o produkciji leta 2020, naredili bomo en hiter pregled po žanrih ter razglasili najboljša žanrska dela tega leta, podelili Obodeke 2020. Tokrat bomo veliko debatirali o filmih, serijah in knjigah, gotovo nam bo šel tudi kak kvarnik, ampak se bomo potrudili, da jih ne bo preveč, zato kar pogumno naprej. Malo vas je, pičica vas je takih, ki ste vse to, kar bomo imeli danes z obeh pogledali. Marsičesa tudi mi nismo, ali vsaj ne vsi, tako da kar pogumno naprej. Slišali boste ogromno dobrih predlogov za to, kaj mogoče pogledati na današnjo najdaljšo noč v letu, tudi kakšne miniserije so vmes, dobri filmi, skratka z nami bo najdaljša noč minila hitreje, tudi leto 2020 bo minilo hitreje in že jutri bo vse drugače, boljše, lepše in bolj seksi, obljubimo. Maestro, danes pa slavnostno. Skratka, mi smo nazaj, tole je silvestrski special, novoletni special, kakorkoli hočete to imenovati. Poslušajte nas, natempirate si tako, da bo konec oddaje ravno po noči in bo vse lepo in idealno. Obodeki, kaj so obodeki? Torej, obodeki so nagrada, ki se podeljuje za žanrske izdelke, filme in serije, ter knjige za filme in serije v večjih kategorijah. Za knjige smo razdelili samo v 2, da ne bomo vseeno preveč komplicirali, tole niso Oscari, mi ne bi radi 4 ure tukaj sedeli ali celo več. Predvsem pa nimamo rdeče preproge, za kar se še enkrat opravičujem. Sicer bi zdaj na začetku mogoče vseeno naštel ljudi, ki so nam prispevali glasove, namreč šli bomo malo po kategorijah, pogovarjali se bomo o posameznih filmih, posameznih serijah, potem pa bomo razglasili zmagovalca. Jaz sem zaprosil za glasovanje poleg nas 3 še Ano Jurc, Ana Jurc je poslala, Ana Šturm je poslala, Boštjan Gorenc Pižama je poslal, Matej Patljak je poslal, potem Filmofil je poslal, Nadina Štefančič, Slavko Jerič, Tamara Harp, Tina Dobrajc, Veronika Šoster, Veronika Zakonšek, Branka Tajo Resnik, Simon Habjan in Tanja Cvitko, se pravi en naš izbor naših, pravzaprav skoraj da vsi so bili že gosti tega podcasta. In vsak je lahko, ni nujno, da so glasovali vsi v čisto vseh kategorijah. Jaz sem nekako se odločil, da jim dovolim, da pogumno glasujejo samo v tistih, kjer se počutijo kompetentni, kajti zavedam se tega, da seveda marsikdo ni pogledal vsega, ni pogledal tudi vseh žanrov, kdo ne mara, tako da smo glede tega bili še kar popustljivi, demokratični, kakorkoli hočete to imenovati. Skratka, obodeki, danes vam prezentamo obodeke in razdelili smo 14 nekaj kategorij, smo naredili. Prva med njimi je znanstveno-fantastični film. In sicer
smo tudi nominirance, kako smo prišli do nominirancev, z debato, malo smo se pogovarjali, malo smo gledali, kaj smo vse gledali letos in malo smo tudi kakšne lestvice ali pa kakorkoli spremljali in sestavili, na koncu glasovali notranje agenti za 3 nominirance in pri znanstveno-fantastičnem filmu smo recimo dobili nominirance Possessor, Cronenbergover, skratka sin od Cronenberga, tako rekoč, Tenet, vsi poznate Tenet, in The West of Night. Skratka, 3 filmčke, ki smo jih uvrstili v znanstveno fantastiko. Ti mislim, da so kar nesporno znanstveno fantastični, ne? Se strinjamo? Ja. Okay. Pač, kategorije so malo tako, tudi o tem smo se dosti pogovarjali, dosti smo debatirali, ampak skušamo biti tako kot Oskarji, ki tudi včasih za glavno vlogo dajo komu, ki so bili še 3 drugi zraven, ampak je ta najlepši ali pa kaj. Skratka, znanstveno fantastični film, 3 kandidate smo imeli, kaj ste izbrala vidva, zakaj? Mito, začni. Jaz sem izbral Tenet, ampak zato, ker žal nisem utegnil drugih 2 pogledati, tako da sem se tle šlepo zgolj na tisto, kar poznam. Ne bom rekel, da je nekaj najboljšega, kar sem videl, ampak glede na letošnjo leto, kjer je vse v enem ogromnem lupu, se mi zdi precej primeren. Okay. Igor, ti si pogledal vse? Si videl tudi Possessorja? Ne, Possessorja nisem uspel še pogledati. Ti si bil samo deloma navdušen zadnjič nad njim. Jaz pa sem čist preveč navdušen nad eno par serijami trenutno. Sem pa gledal The West of Night in je mi definitivno po mojem najboljši film tega leta, tako da ni pol bilo neke debate The West of Night ali pa karkoli drugega, tako da je kar sem to zbral. Ja, jaz sem tle tudi malo se šlepal, ampak predvsem tako, da sem glasoval za West of Night, zato ker me Igor prepričal, da je to tako dober film, ker se mi ne Tenet, ne Possessor pač nista zdela. Tako zdaj Possessor je nekje na meji med science fictionom in grozljivko, ampak se mi zdi, da je ideja tista, ki je najbolj znanstvena fantastična, ampak je zelo slabo zame izvedena. Je pa res, da se ves čas sprašujem, ali je uncut verzija boljša od navadne, ker zdaj le berem, nekaj sem bral zadnjič, da sta različni, tako da ne vem, če ne bom popustil svojemu OCD-ju pa pogledal še uncut verzijo. Skratka, jaz ne bi preveč kaj dost kompliciral, skratka, to smo imeli v glasovanju in zdaj lahko pač pogledam, odprl bom kuverto. A imamo kakšen drumroll? Ker imam dušilec za kuverte gor. Ampak skratka, tukaj bom povedal takole, ta kategorija je bila najbolj tesna, največ glasov je sprejela tudi ta kategorija, največ ljudi je glasovalo ravno v tej kategoriji filmov. In The West of Night je zmagal za 1 glas proti obema drugima 2. Okay. Wow, bravo, West of Night. Ja, lahko rečemo, da je odločil glas tistega, ki ga ni videl, torej moj. In nameravam telefilm bom pogledal, verjetno ne jutr, se pravi danes na Silvestru, ampak za nov let, tako da Igor, če ni v redu, če si me nategnil. To še moram povedati glede tega filma. Jaz sem full zagovornik tega filma in tudi na nek način influencer, ker sem objavil review v ekranu in tisti dan, ko je izšel ekran, se je pojavil West of Night na Partisu. Predtem, kljub temu, da je že par mesecev predtem prišel na Amazon, ne? Prav. Tako da Igor, čestitke, vrhovni pirat. Povod za izgubo. Še malo te bojo poklicali, da zamenjaš Johnnyja Deppa. Mimo grede, jaz sem naročil se na Amazon nazaj, zato da sem si ta film pogledal lahko v polni ločljivosti in tako da je to primer katoliške krivde. No, super, in smo že pri znanstveno-fantastičnih serijah. Tukaj smo imeli tudi mi kar nekaj dilem, kaj uvrstiti noter, kaj ne, kako. Pač znanstveno fantastiko smo nekako razširili tudi na utopije, antiutopije, alternativne realnosti, zato se je not znašel tudi The Plot Against the America, ki se drugače seveda ni znanstveno-fantastična serija, sicer pa zraven njega sta Deus in Raised by Wolves.
Tudi tukaj je bilo kar nekaj, lahko že malo stopnjujem dramatiko. Dve seriji sta bili zelo, zelo na tesno, ne bom pa povedal, kateri dve, seveda ne. Kaj sta vidva tukaj izbrala in zakaj? To je, jaz mislim, da vse smo obravnavali, vse smo obravnavali v posebni epizodi. Tako da to smo tukaj smo res vse videli in tukaj je mogoče najbolj zanimivo, kaj sta vidva zbrala. Mito, ti? Jaz sem zbral Raised by Wolves, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je bil koncept zgodbe malo širše zastavljen od ostalih dveh. Pa, če zdaj Plot Against America na hitro omenim, se mi zdi, da je komentiral nekaj, kar je tudi komentiral Lovecraft Country, ki pa ga imamo v eni drugi kategoriji, kjer je bil pa tudi moj favorit, tako da tle sem šel malo na moje preference. Pa da Raised by Wolves se mi vseeno zdi, da pač ni najboljša stvar, mogoče tudi med temi tremi ne, izbral sem ga samo zato, ker ima neko širino pa potencial za naprej, medtem ko te ostali dve sta pa zaključeni zadevi. Tako. Igor, kakšno je tvoje mnenje? Jaz sem zbral Plot Against America, torej Zaroto proti Ameriki. Všeč mi je bila serija zelo, izvedba Davida Simona, tako kot si je zastavil, je super. Definitivno tudi menim, da gre za najboljšo priredbo romana Philippa Rotha, kar sem jo videl. In mislim tak čist sam pacing, vse vprašanja, ki jih nagovori, kak bi zgledalo, pač, če neka demokratična družba zapade v fašizem in je hkrati creepy, ker to lahko gledamo tak okrog nas. Pri čemer mi je bil zelo všeč konec, kako je izveden, in še bolj všeč, da mu realnost ne sledi. Okay. Zato je res dobil plus točke. No, tudi jaz se strinjam, Igor, s tabo, tudi jaz sem izbral Plot Against America, lahko pa ti povem, da sta to bila tudi edina glasova za Plot Against America. Namreč, meni je preprosto tako, sicer se strinjam, da zdaj, če gledamo znotraj kategorije, pač tle je res pač alternativna realnost, pa neke vrste antiutopija in nima toliko hardcore science fiction elementov, ne v tem smislu, ampak se mi je vseeno zdelo, da je dramatsko in vse ostalo najboljša serija, ker pa če Raised by Wolves in Deus sta se meni precej zamerila z raznimi plot holi, z raznimi idejami, ki so super navržene noter, potem pa ni noč z njih dejansko narejeno, zato pač nisem hotel unih dveh izbrati, in sem zbral tudi sam The Plot Against America, ampak spopadla sta se ravno te dve seriji, oziroma serija in miniserija, in zlati obodek tokrat gre miniseriji Deus. Okay. Za en glas spet. Spet je bilo zelo ostro, žirija je dolgo razpravljala, mogoče je kdo letel skozi okno, ne vem, skratka, bilo je napeto. In smo že pri tretji kategoriji, tudi tukaj smo imeli kar nekaj zapovedati, kaj ta kategorija sploh je, skratka gre za neko vse, kar ne gre v znanstveno fantastiko, pa v grozljivko, pa je vseeno fantastično, stripovsko, pa nek pustolovsko, in sicer smo tukaj izbrali 3 filme, Birds of Prey, Sonic the Hedgehog in Wonder Woman 1984, ki sva ga vse midva z Igorjem že pogledala. Mito, ti? Ne, še nisem otegnil. Moram se še malo pa letos pucati. No, in kaj si izbral od drugih dveh potem? Birds of Prey. Zakaj? Meni se zdi čisto soliden DC prispevek k temu žanru, z kar kulsko igro vseh protagonistov in antagonistov, ni za nekaj najbolj norega, kar sem videl, daleč od tega, da bi bilo pa najslabše. Jaz mislim, da film si zaslužil mogoče malo večje ocene, kot pa sem jih bil najprej pripravljen mu jih dati. Pa vseeno je še zelo gledljiv, no? Pa zabavno. Igor, tudi ti si izbral, če se prav spomnim, Birds of Prey. Ja, isto, humor, barvitost, to me je ful prepričalo, zelo cool razvoj lika Harley Quinn,
glede na prejšnjo, pa Ewan McGregor je super. Mislim, da bi večkrat moral take vilene igrati. Tako da to se mi je tudi dopadlo. Pa cela ta idiotskost stripovska, ki je tak, bom zbral vse barabe, da pridejo, zdaj tu vam dam denar, napadite ode ženske. Tak kaj? Tak čist, ko imaš v teh drugih superhero filmih, tako, svet se bo končal in moramo ga rešiti pred tiranijo. Tak, ne, jaz sem tu zbral eno par barab, da pretepejo 3 ženske. Yes! No, skratka, nasilje nad ženskami te je pripričalo, da ni gor. To je ravno kar zahtev reči, da mi se ful preč režimo od tega. No, če slučajno kdo ni videl tega filma, ne uspe tem barabam pretep z teh 3 žensk, niti blizu ne pridejo tega. No. In koga si pa ti zbral? Jaz sem šel malo kontra valovom in sem zbral Wonder Woman. Nekako sem zelo kolebal med Birds of Prey in Wonder Woman, Ježka Sonika nisem gledal, tako da težko imam kakšno mnenje o njem. Zdaj ne vem, mogoče mi je bil sem malo bolj svež v spominu, nisem bil navdušen niti nad Wonder Woman, pa zdelo se mi je tako, ne vem, no tudi akcijski prizori so se mi zdeli še vedno preveč CGI-asti, še vedno je tako premalo fizike v teh udarcih, ne vem kaj, kjer recimo Harley Quinn meni bila super, recimo, ker so bili to zelo fizikalne akcije, ampak na koncu sem tako mogoče tudi malo iz nekega občutka dolžnosti, ali pa kaj zato ker zdaj res tako raztrgajo tole Wonder Woman, tudi govorijo o nekih luknjah v zgodbi in ene stvari, nek članek sem bral, ker sploh niso luknje, ampak so sem pač ne vem, slabo pokazane stvari. Je pa res, da se začne sredi zime in potem je 4. julij. To pa je res tudi mene malo začudilo, kako se lahko en tak grozen, tak bogat film, mislim, tako drag film privošči, eno tako čisto neumnost, no. Ampak pustimo to. Hey, global warming. Ja, global warming. Mi to malo odgovori na vse. To je vedno. In za razliko od zdaj so se v 80-ih zavedali, da je to problem. Niso bili ljudje actually proti temu, da bi probali rešiti okolje. Vsaj nekaj so v 80-ih obvladali. Niso imeli Facebooka, tole. Ja, in to je bila tudi kategorija, v kateri ni bilo kaj dosti dvoma, namreč zlatega. Obodeka prejme Birds of Prey z velikim naskokom proti vsem ostalim. Okay. Ena zarezana gorjači. In smo skratka v spet eni zelo, zelo zanimivi, skratka pri serijah, jaz mislim, da je bilo veliko več dvoma, mogoče tudi med nami samimi, kajti med fantazijske stripovske postolovske serije smo uvrstili 2. sezono The Boysov, 2. sezono His Dark Materials in 2. sezono Mandaloriana. Mito, kako si se potem ti presekal ta gordijski vozel? Sploh se ni zavozlalo pri meni z ostalima 2, ker sem šel na destilat telega žanra in ta je zame Mandalorian. Ker če je Dark Materials nekako Game of Thrones in nadaljevanje ali pa nekako znotraj tega okvirja, se mi zdi, da Boys tu v kontrast temu, ker je dekonstrukcija žanra, predvsem superjunaštva. Mandalorian pa je meni destilat, neka poenostavitev oziroma reset Star Wars sveta na western pa samurajske flike in se mi zdi iz teh izbir, pa predvsem na letošnjo leto produkcijo, da je najboljši izdelek v tem žanru. No. To si zelo ekonomično povedal. Igor, kaj boš ti temu dodal? Nimam kaj dosti, tudi jaz sem zbral Mandaloriana, ampak je presežek, ampak tudi Boys pa His Dark Materials sta presežka. Mislim, His Dark Materials še nisem cele sezone pogledal, še gledam in je krasno. Mislim, ful boljš kot prva sezona. Se vidi, da Hoopera ni zraven. Boys, vse smo imeli celo epizodo o tem, kak je fajn, ampak pol na koncu vseeno sem zbral Mandalorica.
Kaj pa ti? Ja, jaz sem približno podoben, ker se pač oba veste, oziroma vsi poslušalci tudi dobro vedo, da sem velik fan Pubecov, ampak pač druga sezona mi je tudi bila malo slabša. Če bi lani recimo podeljevali, bi bil veliko večji dilemi, ali mi je bila prva sezona Mandaloriana bolj všeč, ali da bolj se mi vseeno zdi, da je bil tudi v drugi sezoni Mandaloriana še en dodaten preskok, ne da je bila prva. Prva je bila zelo dobra, ampak druga mislim, da je šla še korak naprej, ravno temu, kar je tudi mi to menil. Pač res se je vrnilo k materialu, samuraj, western film in imamo tle noter. Mal mi je bilo sicer to že malo moteče, tele epizodičnost, pač ker je vedno pridem nekam, on mi bo dal informacijo, če bom nekaj naredil za njega, to mi je bilo malo tečno, ampak končalo se je v redu in tudi jaz sem dal Mandaloricu in tle je bil sicer malo manjši naskok, to lahko povem, ampak vseeno Mandalorian je zmagal in dobil obodeka tudi seveda v tej kategoriji. Poslušalcem, ki pa vas zdaj se vam zdi, da smo premalo povedali o Mandalorianu, pa nič ne skrbite, kajti obeta se epizoda o Mandalorianu. Kdaj in kako, več o tem kasneje. Gremo dalje na kategorijo, kjer je bilo pa najmanj glasov in kjer sem res se že ustrašil, da ne bomo mogli razglasiti zmagovalca, namreč to je akcijski vojni film. Zelo veliko žirantov naših se je odločilo, da tle sploh ne bo glasovalo, skleda, da to ni najbolj priljubljena žanr, ali pa letos zaradi seveda zaprtih kinov in kinodvoran se mi vseeno zdi, da tega žanra, recimo nekega splošnega akcijskega filma, ni več toliko na Ja, ne, če bi šlo normalno vse skozi, bi sem spadal, ne vem, Bond, bi sem spadal, Fast and Furious, pa ne vem, še enih 5 tovrstnih filmov. Imamo pa dejansko zdaj enega najbolj gledanih filmov leta v kinu, ker je bil na začetku leta, pa 2 Netflixova, ki pač je pol malo drugačna zgodba, kot če bi dali Fast and Furious 9. No, skratka, Bad Boys for Life, The Extraction in Project Power smo nominirali. Jaz priznam, da tle nisem glasoval, ker nisem pogledal niti enega od teh. In tudi v resnici, roko na srce, najbrž tudi ne bom pogledal nobenega od teh niti zmagovalca. Pa ne samo zato, ker je dobil najmanj glasov med vsemi zmagovalci, ampak nasploh ni to. Tako, kot si omenil, pač vse te stvari, ki si omenil, jaz bi gledal recimo Bonda, gotov, in gledal bi še marsikaj drugega. Tile 3 pa me letos niso toliko navdušeni, ampak vseeno imam občutek, da na pretočnikih ni toliko akcijskih filmov, se sam meni zdi. Ja, mislim, da nekako reciklirajo stare naslove. Sicer Extinction je bil kara, ne? Extraction. Extraction, ja. Extinction je nekaj drugega. Netflix snema ogromno akcijskih filmov, problem je v tem, da so znič. Ne vsi, ampak dost med njimi ne uspe doseči. Pač že problem je, ker se ne gledajo v osnovi v kinu. In potem pač vsa ta bombastičnost, ki bi bila not prisotna, zbledi, hkrati pa preveč proste roke pustijo. Recimo, lani konc leta so dali ven film, ki ga je režiral Michael Bay in igra Ryan Reynolds glavno vlogo, pa se ti zdi, pa ok, to bi moglo biti v redu. Jaz sem gledal 10 minut tistega filma in je tak za nič. Tak res slabo. Vse, cel koncept, scenarij, zgodba, celo Ryan Reynolds ti gre na živce, tak slabo je. In ta 2 filma, njihova letošnja Extraction pa Project Power sta ful boljša, ampak še vseeno je to film, ki ni na ravni, nima tak cool faktorja kot katerikoli Fast and Furious v bistvu, ali pa pač nek normalni akcijski film. Tak proba nekako iti po tej neki osnovni logiki, hkrati nima dovolj humorja, da bi se norčeval z tega, pa hkrati nima dovolj cool akcije, da bi res bil nek presežek. Tako kot, ne vem, ima Wonder Woman, ima dost cool akcijo, vse te bombastične scene. Tu ne dosežejo ti filmi običajno tega, vse ne po akcijski plati. Tako da, ja,
So pa so zelo gledani. No, med temi tremi si ti izbral, Igor. Project Power. Vredu zgodba, Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx, mislim, že ta igralski dvojec je super za pogledat. Film ima ok akcijske scene, ono dva sta zelo cool. To je to. V osnovi vem, da je zgodba z nekimi superpowers, ki jih dobiš v tableti in whatever. Nek ridiculous plot, kot ga pač akcijski filmi to vrstni rabijo, ampak v končni fazi sta me ona dva najbolj prepričala. Mito, ti si glasoval v tej kategoriji? Ne, nisem. Ker brez veze, da kaj komentiram, sploh okiram, ker res nisem pogledal, pa niti me ni zanimalo, da bi se zdaj šel fejkat neki z nekimi Rotten Tomatoes reviewi. Jaz sem kar razočaran nad produkcijo akcijskih filmov že par let, pa imam kar probleme padati v neke nove XY zadeve in rajši gledam ene stare, predvsem ne vem, hongkonške akcijade, ki imajo en čist drug flow, kot sem ga pa videl v sodobnih akcijadah. Tudi naprimer The Old Guard na Netflixu, ki sicer ni pure, ima neke fantasy elemente noter, super junaške zadeve, ima en taki hollywoodski zasuk z montažo pa režijo, ki mi že nekaj let ne ustreza in priznam, da imam kar problem do tega. No, bo pa drugo leto boljš, če bomo dobili Bonda, tudi Fast and Furious ne bi prišli, ne? Mission Impossible pa še ne, če vem prav, najbrž snemajo za 22. Ne vem natančno. No. Skratka, neki franšize še veselimo, drugače sem pa jaz slišal, da bo The Extraction Netflix naredil franšizo, skratka, da lahko pričakujemo, ne vem, nadaljevanja tega filma, vsakič z drugo zgodbo, če sem prav razumel. Pa z istim Thorom, mislim, Hemsworthom? Če sem prav razumel, ne, vsakič druga zgodba, drug igralec. Ja, drugega brata bo vzel pa naslov The Prolongation. No, skratka, tukaj, kot sem že rekel, zmagovalec ni dobil veliko točk, ne bom povedal, koliko jih je dobil, ker vsak obodek šteje, ampak obodek je tokrat šel Bad Boys for Life. Okay. Jutri nas bo Will Smith poklical in se zahvalil. To se čuje kot grožnja, ampak skratka, gremo dalje, zdaj imamo akcijsko vojno serijo, tle smo tudi dolg tuhtali, kaj bi not dal in smo izbrali Hunterse, 6. sezono Vikingov, ki se še ravno jutri nadaljuje, ne? Skratka, za Silvestrovo, za vas, ki to poslušate danes, so novi in se začnejo novi oziroma zadnji deli 6. sezone in pa Žive mrtvece 10. sezono smo dali. Semkaj, vajno mnenje, Mito? Tudi tle nisem glasoval, ker nič od tega nisem gledal, pa tudi edino, kar me tukaj vleče, sta pač Vikings pa The Walking Dead, ampak zato sem pa mogel malo več cajta vzeti, da bi lahko zdaj tle suvereno rekel, tole je. Predvidevam, kaj bo, ampak ja. Ti že predvidevaš, kaj so ljudje glasovali? Ja, jaz bi rekel, da bojo Vikingi tle pobrali obodek. Igor, kaj ti meni, mislim, o teh serijah, ne o tem, kdo bo pobral obodek? Ja, Walking Dead sem gledal prvo sezono, potem druga me ni prepričala in sem odnehal in koliko ste ti in vsi ostali, ki še vedno vztrajate, razlagali o tem, menim, da je moj čas kar bolj naložen. Vikinge pa... Nikoli nisem pogledal, od začetka do konca sem pa občasno kak del vmes pogledal, približno spremljam, mi je všeč, zelo solidno zadeva narejena, zanimivo pelje štorijo in to, tako da sem potem to zbral, Hunterjev pa nisem gledal. Ja, jaz tudi moram priznati, da mene zelo že ti Hunterji precej nadlegujejo na Amazonu, skozi gledam tist, ampak se še jih nisem lotil, ljudje, ki so pogledali, pravijo, da je super, da je bila prva sezona super. Kar se tiče Vikingov, tudi jaz nisem nikoli gledal, čeprav tudi to bi me nekako mikal, pa še zdaj, jaz sem bil pripričan, da je to tudi ene že 12 sezon in šele zdaj vidim, da jih je samo 6, no, tako da to je nekaj zame mogoče.
The Walking Dead sem pa pač na koncu dal zato, ker je to edino, kar gledam v resnici in pač ne imajo to točko, čeprav se je ne zaslužijo, ampak pridejo pa naslednja leta filmi ven in ne vem kaj še vse, franšiza se širi, tako da hura. Ja, to pa se dal piti v avtor. Pač tle sem vsaj toliko se zadržal, moj OCD, da ne gledam spin-offov, vse tako, pač to ne. Bom pa gledal filme, če bo res filmi o Ricku Grimesu, skratka, glavnem junaku, ki v 10. sezoni ni več. No. Skratka. Ja, tle so zmagali Vikingi, mi to je imel seveda prav, obodek gre Ragnaroku. In smo že na polovici naših kategorij, zdaj prihajajo dve smešni kategoriji, skratka, seveda gre za komedijo, romantično komedijo med filmi. Tudi tukaj je bilo kar nekaj, jaz moram reči, da kar točke so letele sem in tja, ampak eden od filmov je kar na koncu vseeno prepričljivo zmagal. Nominirali smo novega Borata, pa Freaky, ki je nekako na meji med komedijo in grozljivko, in Palm Springs, ki je nekako na meji med znanstveno fantastiko in spravi komedijo. Jaz moram priznati, da tle jaz tudi nisem pogledal nobenega, ful gledam humorističnih serij, komedij kot filmov, pa že dolg ne, oziroma zdaj gledam romantične komedije, ker smo rekli, da mogoče februarja to poskusimo narediti, ampak nisem gledal nič od tega in nisem glasoval. Kako sta vidva? Jaz tudi nisem nič pogledal, pa nisem glasoval. Jo. Jaz sem pogledal vse, se vidi, kdo rabi največ smeha. In sem glasoval za Palm Springs, ker super film, v bistvu je Groundhog Day z lušnim twistom na koncu, kako razrešiti problem. Pa Andy Samberg je Andy Samberg in mislim, on bi lahko lepo nadaljeval kariero s takimi vlogami. No, ampak kaj te je pripričalo k Palm Springsu, ne recimo k Freaky ali pa k Boratu? Mislim, Freaky je tudi čist lušen, Borat je pač political statement, ki je zanimiv, ampak vseeno se mi je zdelo, da bom dal sci-fi filmu točko. Toliko nerda sem, pa pač res Samberg pa tale Kristina Miloti sta super, ona zelo v redu se tudi izkaže. Všeč mi je bil razvoj likov, pa tudi v redu mi je bilo tako, pač v bistvu tole Groundhog Day sceno postaviš in jo čist drugače obrneš. Tudi, ne vem, Happy Death Day jo je tudi čist drugače naredil. V bistvu sem imel kar dosti filmov, ki to premiso uporabijo. Tale je zelo sveže, ne bi zdaj spojilo, kako se je končalo, karkoli, vam res priporočam, da si pogledate, pa zelo na easy je, pa v redu film. No, super. Ti čist verjamem, jaz sicer bom verjetno pogledal vsaj Palm Springs, Freakyja, nisem pa fan Borata. Jaz mislim pa, da bom Borata pogledal, ker me prav zanima, čemu ves ta hype. No. Ker že enka bila meni, to je taki pobalinski humor. Yes, very nice. Mislim, ta meni, Bill and Ted, veš, ta level. Mene pa to ne moti, mene ful mi je grozno gledati ljudi, ki se sramotijo, mislim, ki me je sram za nje, to mi je meni ful naporno gledati nekoga, ki je totalno neumen in s katerega se nekdo norca dela, pa on ne opazi in mi je tako prav fizično naporno. V dvojki je tega manj, ker ni to tak, tam recimo v enki so prišli na neko zabavo, kjer jih bojo učili o tem, kako biti fancy in ne vem. Tukaj imaš par teh scen, ampak v osnovi je point malo druge. Recimo, vmes je on z enimi ljudmi, ki mislim, da on živel pri enih ljudeh par dni med karanteno, tak ne vem, en teden ali nekaj takega. In ona dva sta Trump supporterja in prepričana vse te zarote in se ne norčuje iz tega, pač sprejmejo, taka sta, v redu. Ona dva pa njega sprejmeta, ker je človek, ki rabi pomoč in so cool. In hengajo en pač teden tam in grejo na Truth Rally in scene, ampak boljš izvede na nek način, za razliko od prvega Borata pa zmanjka tista, mislim, je tudi štorija noter, tale cel lok, tako kot treba z razvojem likov pa vse, ampak je
tisto bilo boljš, ker te je presenetilo, da dejansko je to Ja, tako da ja, no. No, fino, skratka, mogoče tudi to pogledam, ampak definitivno pogledam film, ki je dobil obodaka, kajti to je Palm Springs Okay. z veliko prepričljivostjo. Dobro. Tako, in smo že seveda pri serijskih varianti tega žanra oziroma te kategorije, kjer je bil kar napet dvoboj in tudi mogoče malo dvoboja med nami, kajti nominirali smo drugo sezono What We Do in the Shadows, nominirali smo četrto sezono The Good Place in četrto sezono Ricka in Mortija. Mito? Jaz sem tle glasoval za What We Do in the Shadows. Ker pač recimo, da sem si v tej kategoriji potem izbral pač tisto, kjer sem res krepaval od smeha in pač ta me je najbolj, kaj počnemo v sjenkah, ne, najbolj nasmejala. Saj The Good Place poznam, zdaj sem 2 sezoni pogledal in je good, res je v redu. Ampak nekako je zelo drugačen humor, kot sem ga vajen, pa nucaš mogoče malo, da se navadiš. Medtem ko Rick and Morty je pa ta, kako naj temu rečem, sci-fi komična bonanza, ki ima predvsem rada, da sama sebe pa iz žanra norca dela, kar je vse lepo in prav. In priznam, da sem imel med tema dvema največji, ne vem, koleban, kaj izbrati, ampak sorry, liki v What We Do in the Shadows so pač preč dobri, da bi jih ob strani pustil. Ja. Igor, ti si izbral nekaj drugega? Ja, Good Place. Zadnja sezona je bila, všeč mi je bilo, kako so zaključili, pa všeč mi je bilo, da potem, ko so imeli v prvih par sezonah dosti zapovedati o tem, kaj je pekel, ne? In kak je lahko birokratski, so v zadnji sezoni, za razliko od Danteja Alighiera, našli pot, da to povejo nekaj zabavnega o tem, kakšna so nebesa. Tako da, ja. Okay. Outdoing Dante se mi zdi, ker dosežek tudi po vseh obodek teh vredno. Ja. No, jaz se seveda ne strinjam z vama in sem dal svojo točko Ricku in Mortiju, tako da tukaj smo bili res kar razdeljeni, pa če sem tudi jaz sem The Good Place res se potrudil, pogledal sem, mislim, da 4 ali 5 delov prve sezone, ampak mi preprosto ni bilo smešno, ni mi bilo zabavno. Noč sem rekel, da bom dal še enkrat eno šanso, ker mi vsi težijo s tem. Ne toliko ti, Igor, no, kot pižamc, tudi vsakeč ful teži s tem The Good Place. Sem rekel, da mogoče pa le. Ampak pač meni je Rick and Morty, čeprav ta sezona se mi je zdela mogoče malo slabša od prejšnje. Bilo je dosti tako vase obrnjenih, samo tako, kot si rekel, nekaj preigravanja žanra. Tako samo referenčnih, pa samo ironičnih zadev. Pa ni bilo vse toliko smešno, no, pa se mi zdi, da malo karaktere sta se malo zgubila v tej sezoni, ampak vsem se mi je zdelo pa še vedno pač nekaj posebnega, humor je pač tako odštekan, to so tudi taki nori liki. Sem pa tudi jaz sem veliko kolebal med What We Do in the Shadows in tem, ampak potem sem se odločil za Ricka in Mortija. Ampak kakorkoli že, Mito, ne jaz in ne ti, ne bova vesela oziroma obodek je šel Igorjevim The Good Place, ki si je zadnjo 4. sezono zaslužil največjo nagrado v žanru na svetu, tako da če niso dobili Emmy, a so dobili Emmyja? A še niso, ne, če to je za leto še niso potrebovali. Ne, bilo je, neki so dobili, pa ne vem za ko. Mogoče samo... No, skratka, dobili so obode, ker to bomo na IMDb vtipkali, tako da ne bo kdo rekel, da so ostali brez nagrade. In smo spet preskočimo iz bolj zabavnega žanra v bolj mračne žanre in sicer imamo na 9. kategorijo kriminalke, thriller in srhljivke, najprej film. Tukaj smo izbrali 3 filme in sicer The Hunt, Low, The Invisible Man, Nevidni človek in Le Traducteur, domnevam, da sem to prav prebral, če ne me tožite, Prevajalci, francoski film. Igor, ti si dodal Prevajalce, ampak pol nisi glasoval za nje, če se prav spomnim. Vseeno, Prevajalci mi je zelo všeč, ampak Hunt mi je boljši. Čeprav
Skoraj da coin toss, zelo različna filma sta. Pač Hunt ima v redu politično sporočilo, ful ima dober humor in krasno igro. To so tako nadpoprečni na vseh treh točkah. Invisible Man ima predvsem igro pa sporočilo, par drugih stvari mu malo zmanjka. Tale Traducteurs pa je zelo dober thriller, tak hudanet varianta, pa v prevajalcih je to me seveda tako je pritegnilo. Tako da na koncu sem vseeno izbral Hunt, predvsem, kot sem rekel, zaradi fenomenalne igre in tega humorja in vsega. Zelo, zelo v redu komplet prideno. Ok, legit. Mito, kaj si ti se izbral? Od teh treh sem gledal torej Lov pa Nevidni človek in jaz sem izbral Nevidni človek. V Huntu mi je nekako ne vem natančno, kaj mi je tam svalilo, ampak ni tako pre meni ostal kot The Invisible Man, ker mislim, da ima en lep impact. Ta fokus, ki ga zmore ekipa prenesti na platno pa v message, je zelo prodorljiv. In tudi kako nadgradi ali pa bolj ostre naredi te trope tega žanra z vso igro in glasbo, pa special effects seveda, je super izdelek. Tako da zame je bil The Invisible Man. No, jaz sem nekako se strinjam z Igorjem, da je tudi meni bil Hunt boljši, nekako pri Invisible Man je meni mogoče nekaj malo manjkalo, se mi zdi, da vsa ta ideja, ja, da pač moškega, da ni bilo dobro povezano, ta pač preureditev tega, kako bi rekel, prevrednotanje tega razmerja, pač da zdaj nadleguje žensko in pač ta moško-ženski odnos in nasilje nad ženskami, se mi zdi, da je vseeno ni bilo toliko dobro povezano in toliko dobro simbolno predstavljeno skozi zgodbo. Se mi zdi, da je kar neki stvari manjkalo. Tam, ko je na policijski postaji, se mi zdi, da odnos ni bil nekako ni presegel tega pač odnosa, da je pač zdaj policija ne verjame, ker pač njena zgodba zveni noro, no, skratka pač nekdo je neviden. Se mi zdi, da je vseeno malo tlem zmanjkalo in sem raje, bolj mi je bil všeč The Hunt, ki prvič, ko sem ga pogledal, se mi je zdel strašno dober, v drugo, ko sem ga pogledal, tega sem celo pogledal dvakrat, mi ni bil več mogoče tok, ampak še vedno se mi je zdel pač izjemen. Ampak komisija je presodila drugače in so izbrali seveda Nevidnega moža in to zelo, zelo prepričljivo. Yes. Nasploh sta ta in naslednja kategorija, skratka kriminalke serije, serijska verzija kriminalke, srhljivke oziroma thrillerja najbolj glasovani, med najbolj glasovanimi kategorijami. Skratka, obode gre Invisible Manu in mi smo že pri 10. kategoriji, kjer imamo pa serije in to so Perry Mason, ta je prva sezona letos šla ven, potem je Better Call Saul s 5. sezono in Jezero, slovenski kandidat med kandidati za obode, ker to je vsekakor zelo pohvalno. Igor, kako si se ti odločil med tremi kandidati, ti si pogledal tle vse? Sola nisem gledal te sezone in potem sem se odločil za Perryja Masona, ki me je eno bolj pozitivnih presenečenj v tem žanru letos, čeprav sem kolebal, bi izbral to ali Jezero, ampak sem se vseeno odločil glasovati za Masona, tudi da pač, ker je zelo dobro narejeno in zelo drugače ta noir pristop izvede. Mita? Jaz sem pa zbral Jezero, predvsem zaradi tega, ker ostalih dveh nisem gledal. Plus sound, ne? Ne, slišim full mislim, oba dva sta full plusov nabila in Perry Masonu pa Better Call Saulu. Aljoša mi non-stop govori, da je to še boljše kot Breaking Bad, kar je high praise, že tako. Pa tudi ti si mi zelo dobro prodal Perry Mason, plus zadnjič je, mislim, da na Valu 202 v intervjuju z Aljošo Jela Krečič, ne, dodatno še plus točke nabila gor.
ampak bom šel tu na bolj to desno-sredinsko patriotsko linijo in sem glasoval za lokalni izdelek. Meni je jezero bilo kul. Knjige nisem bral prej, oziroma do pol sem prišel in me v bistvu razplet in whodunit presenetil, tako da sem v bistvu res užival v izdelku. No. Ja. No, jaz sem tako, malo sem tudi, mogoče tudi jaz pogoljufal, nisem Perry Masona gledal, sem pa začel zdaj Better Call Saul gledati in sem pogledal prve 3 dele, ampak zdaj že nekaj cajta nazaj, potem pa žal mogo prekiniti, ker imam zelo dosti obveznosti te dni in moram reči, da se je že začelo tako super in da sem preprosto glasoval za Better Call Saul, ker je res, še enkrat ponavljam, meni res boljši od skratka tistega, od česar se je odvrtel, od spinal. In tukaj zdaj kaže, in jaz res upam, da gre zgodba počasi proti koncu. Malo se mi je vleklo 3., 4. sezono, tle pa so 5. zdaj tako nekako začeli, da zgleda, da pa zdaj res gre proti nekemu vrhuncu in zaključku. Kaj ne rečem, žirija je imela zelo težko vlogo, tukaj so točke res padale na vse strani. Razlika med 1., 2. in 3. mestom je povsod 1 točka, ampak na koncu je slavil in zlatega, ne vem, zakaj vedno hočem reči zlatega. Obodeka za leto 2020 dobi 5. sezona Better Call Saul, le točko pred jezerom in jezero le točko pred Perryjem Masonom. Tako da kar napeto. Skratka, kriminalke so pri nas zgleda, da vendarle kar precej, oziroma med najbolj priljubljenimi žanri. Če živimo v taki državi, stari pizda, veš. Mora se naučiti teh trikov. No, naslednji 2 kategoriji pa nista bili toliko zelo, čeprav med serijami je ena zelo izstopala, med filmi pa je bilo kar nekaj takih žirantov, ki se je odločilo, da v tej kategoriji, namreč v kategoriji grozljivke ne bo glasovalo. In sicer smo letos nominirali His House, Host in The Wolf of Snow Hollow. Jaz Host nisem pogledal. Igor, si ti pogledal Host? Ne. Jaz tudi nisem glasoval v tej kategoriji, ker nobenega od teh 3 filmov nisem uspel pogledati do danes, ko je bilo treba glasovati. Imam pa v planu vse 3 pogledati, samo trenutno sem dosti zabasen z delom. Ja, kdaj pa boš drugo leto ali kaj? Ja. Kako me je uničil s tem. Mito, ti tudi nisi glasoval te kategorije? Ne, ker se pridružujem popolnoma istim zadržkom in vzgibom kolega agenta Igor Harba. Pa če si rekel, da zdaj več grozljiv gledaš, ampak nobene od teh nisem pogledal. Jaz imam, kot sem omenil že parkrat v prejšnjih epizodah, da imam orang manjko v tem žanru in malo za nazaj flikam. Tako da, ja, to še me vse prijetno čaka v 2021. Ker upam, da bom te grozljivke kontrastiral z dosti bolj prijetnim letom. Tak da, ja. No, vse nekaj, ja. No, skratka, karkoli že, tudi jaz ne bom preveč okolišil, jaz Hosta nisem gledal, His House sem pogledal in nisem najbolj razumel hypa, moram priznati, mi je bil pa zelo simpatičen The Wolf of Snow Hollow, se mi je zdel tak nenavaden, zelo ekstravaganten izdelek na nek način, ampak tudi tako vidi se pač, da ni veliko denarja v tem, da je bolj tako indie film, ampak da to vseeno dela nekdo, ki se spozna na reči in pa na trenutke se mi je zdel dovolj odfukan, da sem spregledal te napake v zelo čudni montaži in podobno, tako da sem dal glas temu filmu in obodeka za najboljše grozljivko tudi prejme The Wolf of Snow Hollow. Aha, da, okay. Obodeki grejo tudi za kakšne manjše filme, lepo prosim, nismo mi kar tako. Mi smo res inkluzivni, ne? Tako, ja. In zdaj pride grozljivke v serijah, skratka, tukaj je bil en kandidat zelo, zelo premočen v primerjavi z naslednjima 2 in mislim, da vsi vemo, kateri kandidat je to. Nominirali smo namreč Lovecraft Country, Marianne in The Outsider. Mito, ti si pa tokrat tukaj pogledal vse. Yes.
ker Marijan je bil moj predlog, ja, in ga še vedno priporočam za ogled, ker je, tako kot sem rekel, za Stephen King fane mus, pa da se podpre seveda evropska produkcija, ampak glasoval sem pa za Lovecraft Country, ki pa se meni zdel sjajen na toliko različnih levelih, od vizuali do koncepta, do zgodbe, do igre, do messagea, ki ga skuša in ga tudi je dostavil. In glih zaradi te širine, ki ga je zmogel prenesti, mi je bil glih toliko bolj od outsidera, ki pa je zelo fokusiran na atmosfero, na temo, pa na ta srh, ki ga upelje noter, ne. Tako da ja, Lovecraft Country, all the way, baby. Igor. Ja, mislim, kar se Marijan tiče, mislim, da že nominacija veliko pomeni. Mene recimo je tale... nominacija za obodek ni majhna stvar, no. Vsekakor, mene je že ta nominacija prepričala, da si bom serijo pogledal, tako ko bom imel malo časa. Dočim drugi dve seriji sem videl in Lovecraft Country je boljši na več nivojih, sploh če si ljubitelj žanra, nasploh, katerega koli. Kot smo imeli epizodo o tem, smo povedali veliko, manjka ene stvari v koherenci celotne serije, celotne sezone, ampak če gledaš posamezne dele, vsak čisto eno vesolje zase in to po večini zelo krasno. Outsider je tudi zelo v redu zadeva, zelo srhljiva, zelo težko takoj za tem iti spat, ki pusti ene malo travme, ampak Lovecraft je, all the way, baby. No, jaz tu sploh ne bom nič dodal, jaz bom samo rekel, da pač malo smo imeli dileme, kam ga pravzaprav takniti, ne, ker še največ ima elementov grozljivke, bi rekli, ne, drugače pa je to preprosto serija, ki povzema od marsikje tudi znanstvene fantastike, pa fantasy, pa marsikaj, ne, ampak žirija se je tukaj, strokovna žirija, ki se je sestala, tle nikaj dost očitno premišljala in je glasovala, tako kot smo mi tukaj vsi glasovali, namreč za Lovecraft Country, ki je dobil kar 4-krat več glasov od drugega mesta. Tako da to ni majhna stvar, prepričljiv obodek gre Lovecraft Country in zdaj smo v tukaj, ker mogoče včasih malo šepamo, ker ne govorimo toliko o knjigah, razen kadar so ekranizirane, to bomo skušali tudi še malo popraviti. Skratka, v dve kategorijah smo, ki jo bomo kar skupaj predelali, in sicer to sta najboljša slovenska žanrska knjiga in najboljša tuja oziroma prevedena žanrska knjiga. Med slovenskimi smo letos nominirali Jako Tomca in Androidi čutijo v barvah, o kateri smo govorili tudi v lanski epizodi za zaključek prejšnje sezone o slovenskem fantasyju, potem Augusta Demšara in njegov Kriminalko Cerkev in Tadeja Goloba in njegov Virus. Potem pa smo v tujih prevedenih žanrskih knjigah nominirali Richarda Osmana, Četrtkov klub za umore, Silvijo Moreno Garcia z Mexican Gothic in Christelle Dabo z tretjo knjigo njene serije Zrcalka, Spomin Babilona. Prvo najdete tudi skratka v prevodu v Mladinski knjigi, tretjo najdete v Sanjah, medtem kot slovenske, prva je išla v Primusu Jaka Tomc, potem Demšar je pri Pivcu, Tadej Golob, Virus pa je pri Gogi. Mito, ti mislim, da nisi glasoval v nobeni od teh kategorij, ne? Mislim, da sem, ali nisem, se ne vem. Ja, sem, Tomca sem okrožil. A ja, ne, v prvi si. Ja, jaz priznam, da v bistvu Golob je itak toliko frišen, da ga še povohati ne morem, pa Virus me malo odbija, ker je pač preč ime. Trigger, jaz sem trigger zdaj s tem imenom. Demšara tudi nisem bral sem pa Tomca, kar sem pač že povedal, koliko vem o tej knjigi v naši epizodi. Meni je čist soliden slovenski sci-fi, to sicer s pomanjkljivostmi, ampak mislim, da nič tak deal-breakerskega, da se izrazim. In vsekakor upam, da bom nadaljeval Jaka z delom na tej branži ali pa delu, kakorkoli tem rečemo. Tako da ja, to je bil moj pik za slovenski žanrski izdelek. Igor? Jaz sem v obeh kategorijah glasoval za knjigi, ki jo nisem prebral do konca. Cerkev sem malo
Začetek broja me je zelo prepričal, virusa obvisli nisem še, ker pač, ampak ja, Demšar me navdušil, imam plan na eni točki, ampak to res ne vem, kdaj prebrati celega Vrenkota, ampak bomo videli, kdaj pridemo do tega. Medtem ko pri tujih knjigah sem za Četrtkov klub za umore prvič slišal, ko si ga ti nominiral. Za te Kristel, da bolj sem prebral prvo Zrcalko in je ok, samo malo lušen fantasy, samo mogoče malo preveč te romance za moj okus, ampak vredno narejeno. Druge knjige še nisem prebral do konca, sem že kar nekaj časa, kar sem jo odložil, moram nadaljevati. Mexican Gothic pa trenutno požiram in sem tik pred koncem, računam še, da bom letos prebral, mogoče že danes. In je pretty fucking amazing. In ja, ne, mislim, res, to je ful dobra knjiga. Tak, ja. No, super. Jaz moram tudi reči, da virus sem danes dobil, Tadeja Goloba, prišel po pošti iz Goge, tako da ga še nisem uspel in mislim, da je to tudi precej vplivalo na to, da marsikdo od žirantov še ni uspel prebrati. Poleg tega sem se bolj osredotočil, smo bolj, kot ste tudi slišali po imenih, so to bolj filmski kritiki, ne toliko literarni, tako da verjetno zaradi tega tudi ni bilo to blazno glasov v teh dveh kategorijah, hkrati pa seveda, kot sem rekel, virusa marsikdo od teh še ni uspel prebrati, ker je preprosto tok sveža knjiga, da ni. Jaz sem pač predtem mal Cerkev tudi prelistal, prebral in moram reči, da je res zdaj neki prejšnjih romanov Augusta Demšarja sem jaz izpustil. V začetku mislim, da sem prebral prvih 5 ali 6, pa prvega Miloša, potem pa nekako 2, 3 ali 4 tle vmes mi ni uspelo in jih tudi načrtujem čim prej prebrati, ampak tisto, kar sem začel brati Cerkev, se je tudi meni zdelo, da je to presežek tudi glede na njegove prejšnje, tudi po slogu in tako naprej, tako da sem kar navdušen, tudi jaz kome čakam, da jo preberem do konca. Bom pa seveda prebral tudi virus tukaj. Jaz sem glasoval za Cerkev, skratka, tako kot Igor, in da ne bom preveč zavlačeval, tudi največ glasov je zbrala potem Cerkev Augusta Demšarja. Pri tujih je pa tako, da Zrcalke jaz nisem bral. Sem se pogovarjal z bralci, ki so jo brali in so mi povedali nekaj podobnega, kot je Igor rekel. Richarda Osmana še tudi nisem prebral, je pa pač zdaj to trenutno največji bestseller po Evropi. Ta trenutek pri nas žal je bil mal spregledan na začetku, ampak zdaj mislim, da glede na to, da je v tujini dobo en velik zalet, jaz mislim, da bo tudi pri nas. Avtor je zdaj že zvezda v Angliji in že obljublja nadaljevanje te knjige. Sem pa prebral prvih nekaj strani Mexican Gothica, zaradi tega, ker še vedno tuhtam o tem, da bi dal to prevajati. In jaz na začetku preberem sem nekaj strani, da vidim, če se mi sploh splača to na seznam uvrščati za prevajanje. In ko sem prebral tistih nekaj strani, se strinjam z Igorjem, mi je bilo tako, wow, to pa je definitivno nekaj, kar hočem prebrati že zase in mogoče bomo to knjigo tudi kdaj dobili pri Cankarjevi, če me ne bo kdo prehitev za njo. Kakorkoli že, tu sem glasoval za Mexican Gothic in tudi Mexican Gothic je dobila, mislim, da čak zdaj ne bom na pamet. Ja, seveda je dobila največ glasov, tako da obodek gre tudi v Mehiko od vseh krajev. V Kanado. Sej vem, ampak. Gospa je z Kanade. Se ve, a moraš vse pokvariti. Ne sliši se tako dober, če rečem, da gre obodek v Kanado, kot če gre v Mehiko. Ker gotovo je že kako teh šel v Kanado, ker tle ti filmi in serije so vse kakšni posneti v Kanadi. Skratka, se hecam se. Ja, to je bil nekak pregled leta. A se je vama zdelo, da smo kaj takega, kaj recimo pogrešata na vseh teh lestvicah, med vsem tem, smo kaj spustili večjega, kakšna serija, kakšen film? Ja, vse veš, pri vsakem izboru je nekaj ta, mislim, že pri sci-fiju smo imeli kar debate, kaj umestiti noter, ker je toliko te produkcije bilo od Picarda do Discoveryja,
do Westworlda, ko smo imeli mi epizodo, Picarda smo imeli epizodo. A veš, tam je bilo full štofa, ne, pri grozljivkah mislim, da bi se lahko še kaj pogovarjal, pri krimiči, vsak žanr ima še kaj za dodati pa pokazati. Samo, a veš, če moraš 3 zbrati, tako je, obodeki niso za vse. Kakšna reklama je to. Ja, absolutno se strinjamo, obodeki niso za vse. Ne vem, pač so stvari potem, ki so na prelomu leta. Expanse je super zadeva in vsekakor bi še kaj o njej lahko rekli, ampak do marca bo trajala tako ali februarja. Moram reči, da začetek je tako obetaven, da bi teh prvih par epizod gladko lahko nominirali za najboljšo serijo. Ampak vedno so kakšne stvari. Čeprav letos pač, je eno to pomankanje blockbusterjev, se pozna malo. Ampak hkrati menim, da je dosti drugih zanimivih stvari vam prišlo. Mislim, da ta izbor, te obode, ki predstavljajo dosti lep pregled vsega skupaj. Ja, absolutno. Tle sploh ni nobenega dvoma, nobene dileme. Sam moment, jaz bom malo še poskočil in pogledal še na Twitter, malo preden smo se tega lotili, smo namreč dali še na Twitter glasovanje in bom jaz samo na hitro pogledal, kaj se tam dogaja z glasovi, kako kaj potujejo. Linčajo ali pa kaj da je. Ne, to nas gotovo ne, ampak sem da vidim, kje je pa zdaj ta prvi tweet. Jaz imam. Torej, Vast of Night pri 11 glasovih, Raised by Wolves pri 15, od skupno 15 glasov, Birds of Prey od skupno 12, Mandalorian 20, ampak zanimivo, to drugi 200 krat dobili. Bad Boys izenačil za Project Power pri samo 8 glasovih. Zdaj se nekdo strinja s tabo, Igor, Vikingi prehiteli Hunterja, Walking Dead noben ne mara, Aljoša, sprijasni se. Twitter je spregovoril. Palm Springs za malo prehitel Borata, noben ni kliknil na Friki. 21 glasov. Mislim, da je to najbolj obiskana kategorija. Romantične komične serije Good Place zmagal za polovico glasov. The Hunt, ravno kar povedal še bolj pred Invisible Manom. Teletradektor so dejansko dobili glasove. Better Call Saul zmagal pred Jezerom, tudi dosti blizu. Grozljivka Host zmagal, film, ki ga mi nismo videli. Moramo gledati, Lovecraft Country prepričljivo zmagala, Mary Ann tudi dobila nekaj glasov. Pri knjigah 15 glasov, izenačen je popolno, vsak je dobil torej 5. Androidi, Demšar pa virus. In pri tujih manj glasov, 8 samo, in zmagala Mexican Gothic z skoraj 2/3 glasov. Tudi glas ljudstva nekako zelo podobno v resnici pravzaprav z nami. Zdaj, seveda, če niso glasovali isti ljudje, ki so glasovali tudi tukaj. Kakorkoli že, to je bila letošnja epizoda, novoleten special, malo okrnjen zaradi tega, zaradi vsega, saj nasploh leto malo okrnjeno, ampak mi se bomo vrnili drugo leto še močnejši, še poskočnejši, še mladostnejši. Skratka, ste še hotela vidva še kaj tukaj dodati? Ali kar začnemo z outrom. Jaz sem kar napisal, da Star Trek kotička ni mito, ali ti poznaš kakšno epizodo, kjer se podeljujejo kakšne nagrade. Ne. Obvodeki. Ne, mislim, da. Ja, jaz poznam v zadnjem delu Voyagerja, Jane Wayeva dobi neko nagrado za življenjsko delo in potem namesto, da bi jo sprejela, gre spremeniti timeline ali nekako tak? Ne.
Pač dobijo. Kaj timeline spremeni, da ne bi dobila nagrade? Ne. Ne. Namesto tega, da bi šla na podelitev, gre timeline spremeniti, da reši ljudi. Ne, odlikovanje dobi, to ni isto. Ona ni tekmovala z nobenim, razen z celotnim gema, ko gre tam. Okay. Delta, pardon. Ne. No, skratka, tudi kategorijo, kaj gledamo, beremo, poslušamo, bomo tokrat spustili, ker smo vam zdaj že natrosili ogromno predlogov, bomo pa imeli zato toliko več v njej povedati v naslednji epizodi. Nismo se še čisto pogovarjali, kdaj naslednja epizoda bo. Igor in Mito, a sta videla pripravljena snemati ta vikend, da imamo epizodo že za 5. Se sem zdaj že povedal, da v bistvu jaz bi Mandota, His Dark Materials, bi kar hitro pograbil, da kaj še sveže, to še svež shit. Ja. Dajmo čim prej posnet Mandota, vsekakor HDM sem na pol sezone, ampak mislim, da mi bo ratalo v naslednjih dneh. Pa se lahko posvetimo Darku, Aljoša. No, skratka, slišali ste zdaj, jaz sem agenta lepo vljudno vprašal, tako da zgleda, da bo Mandalorian že 5. januarja, boste imeli novo epizodo, Ljudje in ljudine, kakorkoli že, to je bila že naša 71. epizoda in 3. novoletni special. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, mi se ful preveč režimo temu Jegič. To je res. In potem Igor, influencer in pirat Harp. In pa Aljoša, Mito ima odgovor na vse, harlamo. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov. Še vedno se čuvamo, še vedno upamo, da se tudi vi s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, čuvate dedka Mraza, ki vas letos žal ne bo obiskal v živo, ni pa se treba bati, da vas ne bi obdaril, saj ima svinja komunistična ključe vašega stanovanja in lahko vstopi kadarkoli. Zjutraj vsekakor razključite vse kljuke, posebno od hladilnika. Kakorkoli, imejte se lepo, kljub okoliščinam, predvsem pa bodimo optimistični. Naslednje leto bo boljše, lepše, srečnejše, bolj človeško. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če ste v poslušanju današnje epizode ugotovili, da ste pogledali vse nominirane filme in serije, prebrali vse nominirane knjige, potem ste izolacijo vsekakor do dobra izkoristili. Želimo vam, da v letu 2021 stopite kaj iz stanovanja, ne nazadnje podcast Obost lahko poslušate tudi med sprehodom, ničemur se ne rabite odreči. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo kot podcastobot brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu, tja delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, pritožbe, ker v kakšni od kategorij ni zmagal vaš favorit, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila 71. epizoda, 3. novoletni special, slišimo se torej znova predvidoma 5. januarja, ko bomo posneli, skratka, ko bomo predvajali 72. epizodo, ki bo posvečena čemu drugemu, neki Mandalorianu in Groguju. Igor, Mito, kakšne načrte imata za danes, za Silvestrovo, kaj bosta počela? Kakšna ti si? Mi gremo na nek gala event na Dunaj, zato da gremo zjutraj na koncert v operi. Aha, seveda, ja. Vi ste fancy. Tako kot običajno. Harbovi so fancy familija, to ni vse. Ne, doma bomo gledali filme, igrali Monopoly pa te fore. Monopoly, igrate Monopoly? Ja. Aha. Zato, ker skrebla ne gate več, ker te je danes hčerka namazala z Obot besedo. Ja. Tudi skrebl bomo mogoče igrali, pa še kaj drugega. Imamo dosti družabnih iger, je precej zabavno. No, to pride prav v izolaciji, definitivno.
Mito, ti, Definitivno. kaj boste vi počeli doma? Ne vem, se igram z idejo alkoholizma, ampak mislim, da mogoče Django probo ali pa kaj tasega. Jenga, ali kaj že? To še nisem odprt, to sem enkrat dobro zadarilo, moram probati. Tako da shaky hands ali pa non-shaky hands, tu nekje sem. Ne, šala, doma bom lepo na toplem, s pozitivnimi mislijo. Cool. Jenga Fett je to. Ja, to je. Posebna verzija Book of Jenga. No, tudi jaz bom nekako sledil vajnemu zgledu, tudi jaz bom seveda doma, ker nikamor itak ne moreš iti. Jutri imam še verjetno nek obisk in pogledamo naslednje dele Harryja Potterja, namreč te dni gledamo Harryja Potterja spet in se veselim, da smo prve 3 pogledali, zdaj pa gremo dalje. No? Pa tudi prehitevamo A-kanal, ki sem videl, da danes imajo 3. del, no? Tako da sem imel ali Pop TV ali nekdo. Skratka, jaz upam, da boste tudi vi, seveda vsi dragi obodovke in bodovci, srečno preživeli novo leto, da ste v družbi svojih najdražjih, najljubših, če nimate najdražjih in najljubših, pa ste lahko v naši družbi, tudi mi smo vaši najdražji in najljubši. Lepo poslušajte naš podcast in tako kot vsako leto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 srečno novo leto. Leto 2020 je konec, upajmo, da brez potresa srečno stopimo v leto 2021 in mi se poslušamo že v torek, ko posvečamo epizodo najljubšemu motociklistu, ki uporablja čelado na drugi strani, z galaksiji daleč proč. Podelili smo letošnje obodovci in obodovke, to je bilo to. Hvala. Ja. Bye. Dajmo se, dober tek. Poslovimo se 2020, veš, ajde. Ja, uživajte v sarmah in francoski solati. Good riddance.